Smo na hribu Jurjevec, domačini mu pravijo Jurjevc, Podgorjanci. In tole je med drugo svetovno vojno je bila italijanska utrjena točka v sklopu italijanske meje Podgorjanci. Za orientacijo za mano je Trdinov vrh, vrh Gorjancev. Po njem še danes poteka meja med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško. Potem v tisti smeri je Krško, v daljavi se vidi nuklearna elektrarna, malo tako je nekako v tej smeri je Šentjernej. Na drugo stran pa v tisti smeri je Novo mesto, še prej Brusnice in pa tamle tisti konc je pa Gaberje, dolž, kako bi rekel, te podgorske vasi. Torej, med drugo svetovno vojno so italijanska vojska želela narediti mejo tule Podgorjanci. To je dosti neznana tematika. Še največ se je z njo ukvarjal in o njej pisal Jože Pensa, ki je leta 1992 napisal članek v 3 delih, ki je bil objavljen v Dolenjskem listu. Članke je napisal na podlagi italijanskih dokumentov oziroma dokumentov italijanske vojske, ki jih je hranil Inštitut za novejšo zgodovino, danes je to del Arhiva Republike Slovenije. V članku je tudi objavil eno skico te meje, ki je tudi služila za, kot sedaj, pri raziskavi. Italijani so namen te meje, kar je pomenilo bunkerje, utrjene objekte, pa seveda žico. Namen tega je bil preprečiti prehajanje partizanov iz Gorjancev, iz Žumberaka v dolino, glede oskrbe hrane in teh stvari. To je bil namen te meje. Gradili so jo v letu 1942 in pa 1943. Začela se je tamle pri Kostanjevci in želeli so priti tule, bi rekel, Podgorjanci, prišli so vse do Dovža, zato so pa propadli. Namen je bil pa, da grejo še iz Dovža na vrh Gorjancev in potem čez Žumberak, potem do, bi rekel, do Kolpe, do Metlike. Jurjevec je predstavljala, ker je visok 430 metrov nadmorske višine, je predstavljala to strateško točko. Tudi danes, če smo tule gor, vidimo, da je zelo lep pogled, kot sem že prej malo povedal, za orientacijo kraje. In je tudi takrat predstavljala eno močno utrjeno točko. Za gradnjo so potrebovali več mesecev, tu povzemam članek Jožeta Pence, se pravi 3 mesece. Zgradili pa naj bi 3 objekte, zdaj so to deloma bunkerji, deloma lesene barake. In v teh 3 objektih, kar je pomenilo, da sta bila za oborožitev 2 težka mitraljeza in pa 1 težki minometalec. Po predvidevanjih se je nekako pričakovalo, da bodo ostanki ali v grmovju ali pa v gozdu. In tu se je tudi potrdilo, ker pridemo tule na vrh hriba Jurjevca, so tule vidna 3 grmovja in znotraj njih ostanki. Razmere sedaj niso najbolj primerne za raziskovanje, kajti je visoka trava, zelenje, torej vegetacija. Ko sem bil tule prvič marca, ko še ni bilo zeleno, še ni bilo liste, so bile razmere boljše in se je tudi več videlo. Največ ostankov je tule, ker je tudi, bi rekel, en kos tega grmovja. Viden je pa tudi, nekako se vidi, ko en plato. Bi lahko predvidevali, da je bilo to narejeno med drugo svetovno vojno. Znotraj se pa vidi od ostankov so razni kamni in pa opeka,
Še posebej najbolj vidna sta pa dva bloka, nekako 2 metra dolga pa široka, kakšne pol metra, kar je verjetno ostanek od zidanega bunkerja. Se pa vidi, da je bilo grajeno iz opeke, kar se reče po domače cegu, in pa iz kamna. Drugi dve lokaciji je pa še grmovje tole. Zdaj spet, če pridemo, ko ni listja, se vidijo od spodaj ostanki. Enako se vidi kamni in pa deli opeke. Še tretja lokacija, oziroma kjer so ostanki, je pa tamle, spet je eno kot eno grmovje in tudi tam se vidi ostanke opeke in pa kamna. Nikjer na teh treh lokacij niso še vidni, bi rekel, temelji ali pa kakšni zidovi. Očitno so to domačini po drugi svetovni vojni podrli, verjetno tudi odpeljali material, ampak vidijo se pa ostanki. Žica je meja in seveda žica je prišla tule iz smeri Tolstega vrha, torej nekako v tisti smeri. Zdaj tule pogled zakriva gozd, drugače se vidi cerkev na Tolstem vrhu, kjer je bila tudi ena izmed teh močnejših odpornih točk. Tudi sicer danes so tam vinogradi, no tudi prej so bili in so Italijani posekali vinograde v 100 metrov od cerkve in to točko močno utrdili. Zopet povzeman članek od Jožeta Pensa. Se pravi, žica je prišla tamle iz Tolstega vrha preko Jurjevca in na to nadaljevala v tisti smeri proti Gaberju. Prav tista smer, Gaberje, tam kjer je danes gasilski dom, se reče Gomile, tam so tudi ostanki bunkerja in na to nadaljevala je zopet, ne bi rekel, naravnost linija, nadaljevala se je žica proti Dovžu, ker se to danes vidi, mislim, danes se vidi cerkev, tudi se vidi lepo smer. In to vse tudi navaja Jože Pensa v svojem članku. Zanimivo je pa še to, da bi rekel, sosedna vas od Dovža je pa Zajčji vrh in Jože Pensa ne omenja Zajčjega vrha, da naj bi šla tam tudi žica, vendar po pričevanju nekaterih domačinov je bila žica tudi na Zajčjem vrhu, prav tako pa o tem piše tudi šolska kronika osnovne šole Dovž. Smo na griču Gomile, pri vasi Gaberje pod Gorjanci. Vas je tam nadolje vidimo, še vidite, da so postavili za praznik dela 1. maja mlaj. Vidite cerkev tam pod Gorjanci. Drugače smo pa na lokaciji bunkerja, ki je bil tudi eden izmed bunkerjev na tej italijanski meji. Prej smo posneli na Jurjevcu, ki je tamle v tisti smeri. Meja se je nadaljevala tudi čez Gomile, se spustila dol v dolino Klamferja in na to nadaljevala na Dovž, ki pa tamle se tudi vidi cerkev. Ne vem natančno, ampak meja se omenja tudi na Zajčjem vrhu, ki je pa sosednja vas od Dovža, ki je pa tam v tisti smeri. Tule so ostanki približno na tlorisu nekako 15x10 metrov, približno. Vidijo se pa ostanki opeke in pa kamna, tako da se vidi, da je bilo nekako tukaj zidano. Eden od domačinov je rekel, da pač bunker so očitno podrli po koncu 2. svetovne vojne, so pa doskrat tukaj kurili kres za 1. maj. Kot vidite, tudi situacija ni najbolj primerna za raziskovanje, ker je visoka trava. Jaz sem bil tule že marca in sem najdel tudi 2 ostanka, lahko bi jih povezovali z bunkerjem, to je ena steklenička in pa en prazen izstrelek. Samo še enkrat pogledamo
kje sta Dolž in pa Zajčji vrh. Prav tule vidimo kamne, en ostank tega, da bi lahko rekli, temelja bunkerja. Potem pa Dolž v tisti smeri, vidi se cerkev, in pa Zajčji vrh v tisti smeri, enako se vidi cerkev. Povem še to, sicer bo enkrat sama povedala, moja babica je bila doma iz Dolža in takrat otrok med vojno se spomne, ko je od šole gledala na en vinograd, ki je bil posekan, kar tako en velik pas, posekan po sredini, in spomne se, da so ljudje govorili o neki žici in ali bo Dolž prišel v to žico ali bo bil izven. Drugač pa danes je nedelja, 6. maj 2018, snema Ajda Hudoklin, govorim pa Blaž Štank.